O kolektivni tožbi proti državi zaradi nejasnosti pri komunikaciji, koga smejo streči in koga ne, razmišljajo slovenski gostinci. Dajmo pogledati, kaj pri njih tako razvnelo strasti. Vznemirjajo jih informacije, da vladni odlok že nekaj mesecev dovoljuje poslovna kosila v restavracijah, če so za mizo zaposleni iz istega podjetja. A da, zaradi po njihovem napačne interpretacije ministrstva tega niso vedeli. Ja, gospodarsko ministrstvo je gostincem sporočilo, da v svojih prostorih ne smejo streč hrane in pijače. Pri tem pa pozabilo omeniti, da to lahko počnejo, če gre za zaposlene iz istega podjetja. Dobro, se zgodi, ne? Vsi zmer kaj pozabimo, kaj? Ampak tako pomembno stvar. Logično je, da so gostinci jezni. To je približno tako velika komunikacijska napaka, kot če ti matičar v poroki reče: od zdaj naprej pa ne smeš več seksati z ženskami. Pozabi pa omeniti, da z ženo pa vseeno lahko. Po parih mesecih bi bil že malo jezen, ne? In jezni so seveda tudi gostinci, ker so šele po 4 mesecih zaprtja izvedeli, na kak način bi lahko vse skozi obratovali. Če gostinsko podjetje sklene eno pogodbo z enim podjetjem in prevzame funkcijo njihove menze, potem omejitve 10 ljudi ni. Torej bi marsikera gostilna trenutno lahko obratovala, če bi prehranjevala izključno delavce iz bližnjega podjetja. Tako bi recimo priznana restauracija JB lahko postala menza Slovenskih železnic. Priljubljeni dvorec Zemano bi se spremenil v menzo Fruktal, elitna restauracija hotela Kempinski Portorož pa bi postala menza Luke Koper. Malo drugačko so navajeni, ampak sej, vsake toliko cajta pa še malo spremembe. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.